Torej, kakšno je zdaj stanje v Sloveniji glede romske problematike? Ja, romska problematika je za Amnesty tako na mednarodni ravni kot za nas v Sloveniji eno izmed prioritet, vsekakor, kar se tiče Slovenije. Na mednarodni ravni je že nekaj let nazaj šlo poročilo o problemu izključenosti romskih otrok iz procesa izobraževanja v Sloveniji in s tem predvsem spremljamo na Dolenjski regiji in Posavju in s tem se pravzaprav soočamo še danes. Tako da je bila sicer že leta 2004 sprejeta strategija o vzgoji in izobraževanju romskih otrok v Republiki Sloveniji, ampak še zdaj, 4 leta po sprejemu te strategije, lahko zaznavamo šele nekatere korake k uresničevanju, tako šele zdaj, seveda je zdaj to dobrodošlo, ampak zelo zapoznev ukrep, se letos začnejo uvajati romski pomočniki kot poklicni kader na osnovnih šolah, kar je vsekakor dobrodošlo. Opozarjamo pa predvsem na to, da je za učinkovito uresničevanje strategije, da so potrebni pravzaprav ukrepi, ki bodo presegali domet Ministrstva za šolstvo samo. Kajti kljub razvoju nekaterih metod bo še vedno ostalo dejstvo, da ima romski otrok, ki pozimi pride iz šole, če nima urejenih stanovanjskih razmer, če nima elektrike, ne bo mogel brati in se učiti po, ne vem, 4-5 uri. Še vedno, če ne bo imel čiste vode, bo ostali nekateri problemi, ki vodijo k temu, da so dejansko v praksi pa romski otroci dejansko izključeni iz procesa izobraževanja. Če povem to z enim konkretnim podatkom, 1. septembra na prvi šolski dan je bilo na osnovni šoli Bršljin od 95 vpisanih romskih otrok, jih je bilo prisotnih samo 5. Tako da je tukaj, čeprav se nekateri ukrepi sedaj počasi začenjajo sprejemati, še vedno ni nekega medresorskega povezovanja, ki bi zagotavljali sodelovanje znotraj občine, recimo med osnovno šolo, centri za socialno delo, ki bi zagotavljali dejansko nek učinek, ker če bomo šli s takim tempom, se pač bojimo, da bodo še številne generacije romskih otrok prikrajšane za osnovno izobrazbo, ki bo prikrajšala seveda tudi vse drugih možnosti v življenju, v zaposlovanju in tako naprej. Kako ocenjujete sodelovanje z skoraj preteklo vlado na tem področju, na ostalih področjih in kaj pričakujete od nove vlade? Te skrbi so seveda stare. Zdaj, recimo v času pretekle vlade, ki je sicer začela že prej, recimo šele uvedba 9-letka je prepovedala dejansko oziroma izločila iz sistema normativov pravzaprav ločeno izobraževanje romskih in neromskih otrok. Tako to je bila recimo neka dobrodošla stvar, ki ni bila posledica dejansko prejšnje vlade, se je začela seveda uvedba 9-letka že prej. Dejansko smo v preteklih letih opozarjali na problem izključenosti in na problem, da dejansko še recimo 1 leto nazaj pravzaprav se strategija o vzgoji in izobraževanju, ki je bila sprejeta v okviru vlade, v okviru ministrstva, se pravzaprav še sploh ni uresničevala. Tako da so bili tukaj, po naših pogledih so seveda bili koraki zelo počasni in seveda upamo in želimo plasirati ta problem kot dejansko nujen. Verjamemo, da se je o tem zelo malo govorilo. Jaz ne vem, koliko ljudi sploh ve, da imamo med nami v Sloveniji etnično skupino, katere nepismenost po podatki ministrstva iz strategije ravno o vzgoji in izobraževanju, katere nepismenost presega celo 90% na Dolenjskem. In če si ljudje predstavljajo v kakšni izključenosti iz izobraževalnega sistema in seveda posledično iz celotnega drugega socialnega življenja, ta etnična skupina pri nas živi. Tako da dejansko bi morale tudi slovenske oblasti, kot tudi javnost prevideti, da to gre za nek urgenten problem, kajti reševanje bo absolutno trajalo nekaj let in če se tega ne lotimo medresorsko z vsemi potrebnimi ukrepi, torej ne samo z ukrepi na izobraževalnem področju, bodo učinki dejansko zelo počasni. Katere točke bi v prihodnosti morale biti na prvem mestu pri človekovih pravicah v Sloveniji? Zdaj ne vem, če sem prav razumela vaše vprašanje. Amnesty recimo kot prioriteto postavlja predvsem položaj Romov in položaj nerešene problematike izbrisanih. Spremljamo pa potem tudi nekatere druge stvari, recimo azilno problematiko in pa naprimer pri policiji uvedbo električnih paralizatorjev v policijske enote. Kateri problem bi moral biti najprej rešen z vsemi sredstvi? Pri človekovih pravicah je vedno tako. Letos praznujemo 60. obletnico splošne deklaracije, da jih ne rangiramo. Nobena človekova pravica ni pomembnejša od druge, torej za vsakemu morajo biti dostopne, vsakdo je upravičen do uživanja vseh človekovih pravic, tako pravice do recimo
povrnitve statusa izbrisani osebi, ki status še danes nima ali pa ga ima, pa še vedno ostaja oškodovan zaradi vrste pravic, ki jih v času izbrisa ni mogel uživati, vključno s tem, da mu ta pravica pravzaprav strani vlade ni bila priznana kot krivica, do tega, da ima romski otrok recimo vse možnosti, da se lahko tudi dejansko v praksi vključi v izobraževalni proces in da ima posledično lahko enake možnosti kot drugi pri iskanju zaposlitve, pri preostalem življenju.